Spoštovani gostje, spoštovane članice, spoštovani člani, predstavniki medijev. Pred 4 leti smo ustanovili našo stranko za nastop na lokalnih volitvah. Po 4 letih delovanja se lotevamo novega projekta. Pripravljamo se na vstop v državno politiko, kjer so zakonitosti nekoliko drugačne. A v svojem bistvu je politika enaka na vseh ravneh. Mora se le odločiti, kako in za koga bo delovala. Ključne stvari našega načrta so povedali govorci pred menoj. Ne samo, kaj je narobe, ponujajo tudi rešitve. Vedo, da so te rešitve včasih tudi drzne in jih do zdaj še nismo izvajali. Zato se vsem mojim predgovornikom iskreno zahvaljujem za njihove predstavitve in verjamem, da smo vsi skupaj lahko uspešni. Ni potrebno imeti 3 fakultet za ugotovitev, da na mnogih področjih vlada popoln nered, kar je ustrezna podlaga za ribarjenje v kalnem. Glavna sovražnica naše uspešnosti je razraščena birokracija, ki je največkrat sama sebi namen. Nered pa še kar ostaja, kljub številnim predpisom. Ni vedno problem v denarju, glavna je organizacija. V današnji digitalni dobi je nujno doseči povezanost vseh ustanov, s katerimi se srečujemo državljani. V letu 2018 je nedopustno, da nimamo podatkov na enem mestu in še vedno izpolnjujemo formularje in hodimo od okenca do okenca. Žal nam zaradi tega odhajajo investitorji, ki se naveličajo čakati, soglasodajalci pa nikakor ne dajo zelene luči za sprejem določenega akta. 8 ali celo več let za sprejem prostorskega akta, to ni normalna doba. Gradbena dovoljenja se izdajajo prepočasi, preveč je postopkov, elaboratov in študij. Če bi vse študije, elaborati in strategije prinesli napredek in realizacijo, bi se danes spraševali, kaj početi, ker ni nobenih problemov. Ko je posameznik ali pa podjetnik dal skozi celo kalvarijo pridobivanja papirjev, ga velikokrat že vse mine. To so osnove, šele potem pridemo do davkov in drugih stvari. Najprej moramo poskrbeti, da ne bodo vsi investitorji ušli, obupali. Preveč sem videl razočaranih ljudi v svojih 2 županskih mandatih, ko sem jim razlagal, da jim ne morem pomagati, ker je zakonodaja skregana z zdravo pametjo. Seveda je bila v njihovih očeh kriva občina in jaz sam, zagotovo. Tega se človek naveliča, zlasti, če je praktik, ne teoretik. Zato je nujno, da so zakoni napisani življenjsko in se dajo tudi normalno izvajati. Za vsako področje en razumljiv krovni zakon, ne pa 20 med seboj nasprotujočih si zakonov. Ni vprašanje, kdo je star obraz in kdo je nov obraz. Gospe in gospodje, vprašanje je, kdo bo odpravil osnovne birokratske ovire, da bomo lahko živeli in delali. Do sedaj jih niso, temveč so nam nalagali nove. Če je to, kar govorim, populizem, naj bo. Ako boste naslednjič stali pred okencem v vrsti za banalno stvar, mi boste pritrdili. Nujna je digitalizacija vseh sistemov, saj se tako ustvarja prihodnost, preglednost in enostavnost postopkov. Ne želimo druge Švice. Želimo prvo Slovenijo, ki ne bo nek abstrakten pojem, temveč bo skupnost ljudi, ki vanjo verjamejo. Žalostno je slišati govorjenje, da je Rudolf Meister naredil napako, ko je priključil Štajersko, saj bi danes raje živeli v Avstriji. Ljudje se tako počutijo, ker v vseh letih vodilnim ni uspelo vzpostaviti sistema, ki bi omogočal delo in razvoj. Milijarde in milijarde so šle, ki bi jih danes ob relativno visoki zadolženosti še kako potrebovali. Da se v prihodnje to ne bi več dogajalo, moramo imeti močno državo. Zlasti moramo ukrepiti finančni nadzor.
Ker samo na etiko in moralo ne moremo računati, potrebujemo finančno policijo, ki pa ne bo močna do šibkih in obratno, temveč bo sposobna stopiti na prste vsem, ki so oškodovali državo. Seveda je treba loviti tudi kurje tatove, a ne samo njih, velikih pa pustiti pri miru. Milijardna oškodovanja so najhujši možni kriminal, saj ne gre za napako, temveč za naklepno dejanje, zaradi katerega trpi cela država. Vsi imamo manj zaradi tega. Ne bomo se vmešavali v sodno vejo oblasti tako, da bi govorili, kdo naj bo obsojen in kdo ne, saj spoštujemo neodvisnost sodne veje oblasti. A ne glede na to, je sodna veja oblasti dolžna pogledati resnici v oči in si priznati, da je njeno zaupanje pri državljanih precej omajano. Procesi padajo, prihaja do zastaranj, hkrati pa luknje v zakonu omogočajo vsakovrstno pravno telovadbo. Res je, da je obravnavanih primerov glede na celoto malo, a so še kako dovzetni za dojemanje javnosti. Vse tri veje oblasti se morajo vsak dan truditi za zaupanje javnosti in sodna veja pri tem ni izjema. Obrambno-varnostni sistem je treba postaviti na noge, saj je država brez tega ranljiva in dovzetna za razne vplive. Obe obveščevalni službi, policija in vojska, so prvi branik države. Vnesti je treba boljšo organizacijo, zagotoviti sredstva za delovanje. Temelj vsega pa so zaposleni, saj njihove srčnosti in pripadnosti ne more nadomestiti nobena stvar. Nujno je zagotoviti dovolj kadrov za nemoteno delovanje, saj se varnostni izzivi povečujejo vsak dan. Potrebna so dejanja in večji napori pri pridobivanju kadrov. Krepitev potrebuje tudi sistem za zaščito in reševanje, ki v največji meri temelji na prostovoljnem gasilstvu. Gasilstvo ni neka romantika, temveč žrtvovanje časa, energije, včasih pa žal tudi življenja. Zato je treba tudi dokončno urediti status gasilca. Slovenija potrebuje mednarodne zaveznike, kar se je pokazalo tudi pri vprašanju arbitraže. Danes jih nimamo veliko, ki bi se izpostavili za nas in vsaj povedali, da spoštujemo vladavino prava. Nujno je treba ukrepiti diplomacijo, ji dati veljavo, predvsem pa določiti naše cilje. Če bomo sedeli malo pri tej mizi, malo pri drugi, se nam lahko zgodi, da bomo ostali brez stola. Prava diplomacija ne prenese hrupa, temveč deluje po načelu manj je več. Smo člani evroatlantskih integracij in tam moramo delovati. Nismo evroskeptiki, smo pa zelo skeptični do načinov reševanja perečih vprašanj, s katerimi se srečujemo. Evropsko unijo si predstavljam kot večstanovanjsko hišo, kjer tisti, ki živi v pritličju, ne more reči, da ga streha ne zanima. Evropska unija mora najti odgovore na ključne izzive, sicer bo Brexit res začetek konca. Naša skupna hiša, v kateri živimo, potrebuje prenovo. Predvsem pa spoštovanje pravic in tudi dolžnosti vsake članice. Razmere v svetu so trenutno podobne obdobju hladne vojne. Dogajajo se premiki, za katere ni nujno, da bodo ostali brez posledic. Zavedajmo se, da je mir najvišja vrednota, ki jo lahko imamo. Velesile so res globalni igralci, a to jim ne daje pravice nerazsodnosti pri reševanju konfliktov. Nosijo največjo odgovornost za usodo človeštva, zato so dolžne vedeti, kaj delajo. Če kdaj, je zdaj čas, da Evropska unija preneha z neučinkovitostjo in zavzame trdna in usklajena stališča v odnosu do preostalega sveta. Zagovarjamo dostopne javne storitve, ki so nujne ne le za golo preživetje, temveč za kakovostno življenje. Država ne more delovati brez javnega sektorja, zato je ustvarjanje nezaupanja in sporov med javnim sektorjem in gospodarstvom neproduktivno in po nepotrebnem deli javnost. Velikokrat se ob razpravah pojavi vprašanje, če je zaposlenih v javnem sektorju preveč ali premalo.
Najprej moramo razčistiti, kaj vse sodi pod javni sektor. Vidimo, da manjka policistov, vojakov, zdravnikov in še bi lahko naštevali. Torej, ne moremo vse vprek govoriti, da je javni sektor prevelik. Obseg našega javnega sektorja je primerljiv z drugimi državami, ima pa veliko težav. Tudi tukaj velja, da je potrebno izboljšati organizacijo, predvsem pa dobre zaposlene nagraditi. Enako plačilo, ne glede na učinkovitost, je slab motivator. Na papirju imamo enotni plačni sistem, v praksi pa vidimo, da obstajajo precejšnje razlike med skupinami. Če imamo enotni plačni sistem, se je treba enotno pogajati. Mislite, je treba tudi na skupino J, ne samo na boljše plačane. Na strankin naslov smo dobili vprašalnik sindikata SVIZ in tudi nekaj drugih. Na podlagi odgovorov pa naj bi se članstvo odločalo o podpori naši ali drugim strankam. Jasno in glasno povem, na tem mestu, da rajši dobimo kakšen glas manj, kot pa da bi ljudem lagali in trosili lažne obljube, ki bi se po volitvah lahko izkazale za neuresničljive. Pri nas je na prvem mestu človek, kar pomeni, da želimo ljudem kadarkoli, pred, med in po volitvah, zlasti pa čez 4 leta, še vedno pogledati v oči. Vse, kar smo dolžni obljubiti, je, da se bomo korektno pogajali, brez demagogije in na realnih temeljih. Nobenega problema se ne da rešiti parcialno. Samo sistemske rešitve in spremembe lahko pripeljejo do rešitev in sprememb, pa še to na daljši rok. Premalo smo drzni, strah nas je resničnih sprememb. V človeški naravi je, da imamo rajši stanje, ki smo ga navajeni, kot pa da bi se podajali v neznano. V naši stranki nas ni strah, saj se zavedamo, da nikoli ni tako dobro, da ne bi moglo biti še boljše. Veliko sprememb, ki jih zagovarjamo, bo terjalo 2/3 večino v državnem zboru. To bo pokazatelj, kdo si želi resnično kaj spremeniti, komu pa ustreza status quo. Država je celota, ne skupek posameznih interesov, kjer vsak vidi samo sebe. Zdaj je čas za to, kajti vsako odlašanje težave še poveča. In nekoč se bodo tisti, ki bodo prišli za nami, vprašali, kaj nam je bilo, da smo jim zapustili vse probleme. Enako kot čutimo tudi mi danes. Najlažje je ugotavljati, kaj vse je narobe, težje pa se je izpostaviti, zastaviti svoje ime in se podati na negotovo pot, pot polno podtikanj in kritik. Kritizirajo in ocenjujejo pa nas največkrat tisti, ki ne morejo pokazati nobenih rezultatov. Bili so na mnogih funkcijah, imeli so priložnosti, pa niso ničesar ali pa zelo malo naredili. Danes so zelo pametni in vse vedo. Tem kritizerjem pravimo, da je njihov čas minil. V času aktivnega upravljanja funkcije se dela, ne potem pametuje po Twitterjih in drugih kanalih. Zdaj je napočil naš čas, njihov je minil. Njihovi leta in leta trajajoči programi so se izpeli. Papir prenese vse, a rezultata sam po sebi ne da. Lahko napišeš 1000 strani lepih programov, a kaj, ko po volitvah ostane v predalu, problemi pa ostajajo 20 let eni in isti. Toliko govorijo, kako izkušeni so, a v vseh teh letih niso našli niti voljo za spremembo političnega sistema, volilnega sistema, kaj šele nujne reforme na drugih področjih. Njihov problem ni star politični obraz. Težava je, da niso uspeli rešiti osnovnih vprašanj. Rajši so si metali polena pod noge, da ja ne bi kdo drug česa dosegel. Pa ne mislim samo na politiko. Povzročali so bančne luknje, gradili drage projekte, omogočali kredite na lepe oči, pisali zakonodajo, ki omogoča izigravanje na vseh področjih, skratka, spravili so državo skoraj na kolena. V njihovih programih nikoli ni pisalo, da bodo vse to počeli. Pa so. Obnašali so se,
kot da so zadnja generacija na svetu in da za njimi ne bo ničesar in nikogar več. Spoštovani, hvala za takšne izkušnje in tako lepo oblikovane programe. Vse to nas samo še bolj navdaja s pogumom, voljo in energijo za doseganje sprememb, ki so nujne za nadaljnji razvoj. Lepe besede ne bodo dovolj. Tudi prepričanje, da smo najboljši, ne. Potrebno bo trdo delo, realen pogled, predvsem pa volja delati za človeka, skupnost in državo. To velikokrat pomeni, da je treba lastne interese potisniti na stran in se kdaj tudi čemu odpovedati v korist skupnosti. Dobri bomo toliko, kolikor nam bodo to priznavali ljudje, državljanke in državljani, kajti že star pregovor pravi, lastna hvala, cena mala. Da pa nas bodo videli v takšni luči, se bomo morali vsak dan dokazovati že pred volitvami, še bolj pa po volitvah, ko bo potrebno začeti z delom. Ljudje bodo pričakovali rezultate. Ne obljubljamo druge Švice, ne Skandinavije, ne 1000 evrov pokojnin. Vemo, da rezultat pride samo s trdim delom in zavzetostjo. In nikakor čez noč. Jasno naj povem, da ne bomo dajali lepih in nerealnih obljub s ciljem zmage za vsako ceno. Kaj bi nam koristila zmaga, če bi ljudje rekli, da smo jih imeli za norca in smo leporečili, realnost pa je popolnoma drugačna? Nič. Naša trdna zaveza je uresničiti čim več iz danes predstavljenega načrta, a zavedamo se, da bo vlada koalicijska in nikakor ne bo vse odvisno samo od nas. Delo za skupnost je vedno, tako kot že ime pove, skupno. Želimo zmagati na realnih temeljih, z zavedanjem, da je pred nami ogromno dela, ki pa se ga ne bojimo. Naš načrt je jedrnat in obsega vsa ključna področja, ki potrebujejo spremembe. Najboljše rešitve so vedno enostavne, če je volja. Če volje ni, se komplicira na vse načine. Za vsem, kar smo napisali, stojijo ljudje, ki poznajo svoja področja dela, imajo izkušnje in so predvsem ljudje prakse, ne teorije. Želijo, da bi šlo naši državi dobro, da bi bila cenjena doma in v tujini. Imeti državo pomeni, da nimamo samo pravic, temveč tudi dolžnosti in odgovornosti. Začne se doma, nadaljuje v vrtcu, šoli in nato na delovnem mestu. Zavedanje, da namesto nas ne bo nihče opravil dela, mora biti pomemben temelj v vsakdanjem življenju. Vsak je pomemben za našo družbo, saj samo eden ne more narediti nečesar, vsi pa vse. Smo ljudje, ki prisluhnemo različno mislečim, a pot naše stranke bomo tlakovali sami. Mi bomo odgovorni za naše odločitve in nihče nam ne bo določal, v kakšno koalicijo bomo šli. Ne sprašujte nas, ali Kučan ali Janša. To je za nas preteklost. Čas je, da Slovenija zadiha in mi z njo. Pustite novo generacijo delati in ustvarjati za prihodnost. Kdor bo vedno vztrajal na starih vzorcih, bo ostal v času in prostoru, ujetnik strahov, zamer in zastarelega razmišljanja. Spoštovane članice, spoštovani člani, zahvaljujem se vam za izkazano zaupanje. Vaš glas zame pomeni, da gremo naprej v nove zmage. Vsem nam želim veliko poguma za dosego ciljev. Potrebovali ga bomo. Za dosego ciljev človeka, skupnosti in države. Hvala.